Tako pa smo ponovno skupaj, verjetno po videospotu ste že prepoznali, kdo se danes druži z mano. Vesela sem, da je z menoj Aleš in Aleš, prav lepo pozdravljen. Nazaj lep pozdrav na televizijo Celje in na vse, ki vas gledajo, in vem, da jih je kar veliko. Naj takoj se pohvalim, da moja mama je doma iz Celja, tako da imam iz Celja lepe spomine. Super, me veseli in upam, da se kdaj tudi tukaj vidimo, morda pa na kakšnem koncertu, kjer nam boste lahko v tej zasedbi slovenski Band Aid zaigrali to pesem tudi v živo. Ja, vsi komi čakamo, da bojo te koncerti, bi rekel, dobili staro obliko in super bi bilo, če bi lahko prenesli vso to energijo in vse te sodelujoče pri obeh skladbah tudi na, rečemo, kakšna fajn prizorišča v vseh večjih slovenskih mestih, to si vsi zelo želimo. Tudi mi si želimo in moram vam iskreno čestitati, kajti toliko glasbenikov v eni sami skladbi, ki vas je sodelovalo, mislim, da je to res en velik projekt, ki si zasluži posebne pohvale. Ja, hvala lepa, ni bilo enostavno, po drugi strani pa je bilo pravzaprav tle sreča v tem, da trenutno glasbeniki nismo bili toliko dejavni, v bistvu ali na terenu in tako naprej, tako da smo se vsi z veseljem odzvali na povabilo, da naredimo skupaj nekaj v teh, bi rekel, zanimivih časih in pravzaprav so bili vsi navdušeni nad tem, da predvsem naredimo tudi nekaj ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije z dvema komadoma, ki sta v bistvu zimzelena, ki smo jih na novo preoblekli in da v bistvu to kot glasbeniki podarimo slovenskemu narodu. Odlično darilo in mislim, da so to skladbe, ki si jih mnogi od nas še vedno prepevamo in pa smo toliko bolj veseli, ker so sedaj v novi podobi. 30 let je od osamosvojitve Slovenije. Če bi zdaj morali napisati Sloveniji eno čestitko ob rojstnem dnevu, kaj bi zapisali? Ja, predvsem bi si želel v bistvu tiste složnosti, ki je bila recimo leta 91, ko se nismo delili, ampak smo bili vsi združeni z eno mislijo in kako bomo naprej v bistvu funkcionirali. Te stvari, ki so pa trenutno si jih pa vsi, torej tudi glasbeniki smo se pri obeh projektih združili, se pravi čim manj delitev in slovenske pozitivne stvari bojo spet prišle na plano. Res je, dokazali ste, kako je pomembno to druženje in pa v bistvu to povezovanje. Res je veliko glasbenikov na kupu, lahko smo opazili mnoge znane obraze, koliko pa jih v bistvu deluje pod slovenskim Band Aid? Ja, v bistvu pri samo milijon nas jih je nekaj čez 20 sodelujočih, medtem ko Svobodno sonce jih ima pa 67 sodelujočih, s tem, da je v tej številki tudi Karmen Manet, to je pevski zbor, to je ženski pevski zbor, ki je zmagal na tekmovanju na Evroviziji pevskih zborov in sem zelo vesel, da so se odzvali vabilu in mislim, da bo res fina stvar izpadla. Mislim, je. Odlična stvar, tudi to si bomo v nadaljevanju pogledali. Da pa se vrnemo nazaj, samo milijon nas je. Kako ste v bistvu prišli do te ideje, da bi ponovno obudili eno takšno zimzeleno pesem, ki jo vendarle vsi poznamo in pa si jo prepevamo tudi že v stari obliki, sedaj pa je le dobila ta rokovski pridih, na kar sem zelo vesela, da ste se nekakšnega takšnega projekta sploh lotili. Kako je prišlo do te ideje in pa v bistvu kako je bilo združiti toliko ljudi in pa skoordinirati v en sam projekt? Ja, torej, ko smo se družili s parimi glasbeniki, ker smo se videvali tudi po Ljubljani, je padla ideja že tam pred novim letom, da bi pa vsem nekaj naredili za 30-letnico osamosvojitve. In pravzaprav so drugi dali idejo, da bi najprej, prva ideja bila, da bi posneli Svobodno sonce kot le skladbo, ki je imela tudi, bi rekel, ta protivojni, proti naboj in govorila predvsem o svobodi, ki jo vsem nam zdaj trenutno primanjkuje. Potem pa so tudi drugi glasbeni rekli, ja, ampak komad, ki je bil v bistvu pa neka neuradna himna samosvajanja, je bil pa samo milijon nas je. Sem se rekel, ja, to bo pa velik zalogaj, bi dva komada posneli, no in potem smo se oba odločili in sem rekel, dajmo pol
Samo milijon nas je naredil malo bolj v taki rock maniri, Svobodno sonce je pa pač taka himnična skladba in tako sem tudi razdelil potem izvajalce in pevce v Samo milijon nas je so pretežno pevke in pevci iz pop rocka, bi rekel, ne, medtem ko v Svobodnem soncu so pa tudi, bi rekel, popevkarji in predvsem sem vesel, da smo tudi združili vse generacije, torej ne samo, bi rekel, staro gardo, ampak tudi srednjo generacijo, ki je mogoče bila lih rojena, ko je bilo osamosvajanje, in pa tudi čisto mlajše, ki imajo pa čisto en drug odnos do osamosvojitve, ker sploh niso bili še rojeni takrat, ne, in bojo mogoče zdaj skozi te dva komada, skozi glasbo, gledali malo drugače na te stvari. Verjetno so bili zelo počaščeni, da so lahko sodelovali pri takšnem projektu, kajti moram reči, da izbrali ste na kup glasbenike, ki so res izjemni vokali in pa seveda tudi glasbeniki, instrumentalisti. Res vas je zelo lepo gledati in tako kot sem prej omenila, res komaj čakam, da vas slišim kdaj v živo in pa moram reči same pohvale, mislim, da lepšega darila si Slovenija letos ob tej priložnosti, ob 30-letnici ne bi mogla želeti, seveda pa kakšen žur, no, to pa se ne sme manjkati. Ja, jaz sem tudi v bistvu vesel in se zahvaljujem vsem sodelujočim, ker pravzaprav smo se sami nekako sklenili, da to podarimo skozi glasbo slovenskemu ljudstvu, se pravi, ni šlo za glasbo po naročilu nekoga ali pa da smo to delali z nekim namenom, ampak smo dejansko čist, glede na to, da nam je situacija vzela koncerte in glasbo v mnogi obliki, ne, upamo, da bomo s tem čim prej vzpostavili spet normalno stanje za glasbo in sem vesel, da so se odzvali res te vsi vrhunski glasbeniki v Sloveniji. Tako, ni bila pa odzeta kreativnost in pa talent in pa zelo smo veseli, da je temu tako. Pozivam tudi naše gledalce, da si pogledate na YouTube profilu majčkeno izza kulisja, kako je potekalo snemanje. Mislim, da je kar naporno na takšnem nebotičniku in pa potem seveda uskladiti toliko ljudi. Najbrž si marsikdo nekako ne more predstavljati, kako je posneti videospot, sploh pa kadar nastopa v njem toliko različnih glasbenikov in pa vsak ima nek delček te skladbe. Tako da vas res pozivam, da si to pogledate in boste morda malo drugače gledali na celoten projekt. Jaz moram reči še enkrat pohvale. Seveda pa tudi pohvale Svobodnemu soncu, ki je šel včeraj in smo neverjetno veseli, da ste se tudi tega lotili. Kako pa je bilo snemanje? Tukaj vas je bilo pa kar 3-krat več in pa mislim, da je to fascinantno, koliko ljudi na kupu deluje in dokazali ste, da smo sposobni se povezovati in pa nekako usklajevati. Ja, moram reči, da Svobodno sonce je bilo snemanje videospota megalomansko, veliko bolj kot Samo milijon. Samo milijon smo posneli v enem dnevu, medtem ko je Svobodno sonce se je snemal 3 dni po lokacijah po celi Sloveniji. In poleg tega, da so združeni smo bili samo v soboto, četrtek, petek, pa se je snemali po celi Sloveniji po skupinah, bi rekel, kakor so peli v komadu. Predvsem pa fascinantno, da smo vse letne čase doživeli v teh 3 dneh. Lahko že znam, da v četrtek zjutraj so snemali na Rogli, kjer je snežilo, popoldne so snemali v nevihtah, v petek je bilo podobno vreme in v soboto se je končno potem pokazalo tudi sonce in je bilo za finale, kjer smo vsi sodelovali, končno Svobodno sonce se je prikazalo iz vseh teh vremenskih pojavov. Tako da je bilo kar zanimivo, ampak mislim, da je spot zelo razkošen in tudi predvsem pokaže te res lepe kraje iz Slovenije, pa ne une, ki smo jih navajeni, ki so že 100-krat bili, tokrat so te kraji, tisti skriti biseri, ki še niso bili prikazani tolikrat na televizijah. Res je, Slovenija je res čudovit biser in pa sedaj v tem letu smo imeli možnost, da si morda malce pogledamo tudi, kako to izgleda v naših kotičkih, ko smo imeli malo več časa. Tako da v nadaljevanju, gledalce in gledalke, ko si bomo pogledali Svobodno sonce, pa gledajte na to kot nekakšen vodič turistični, pa se morda odpravite na kakšen kraj, kjer so posneli. Mislim, da bo zelo zabavno. A ste tudi za ta videospot posneli mogoče kakšne behind the scene? Ja, tudi za ta spot je posnet ta making of, ker se je pravzaprav toliko nabral materijala. Eno so studijski posnetki, tudi bi rekel,
so zelo grobi, nismo nič popravljali, nismo nič, bi rekel, da pač studija in iz spota imamo ravno toliko posnetkov, bi rekel, takih strani, ne tistih, bi rekel, pravih, ki bojo pol v spotu. Imamo tudi en kup izjav sodelujočih in kakšne zanimive dogodivščine, ki tudi ne bojo v spotu. Tako da mislim, da je ta making of tudi ena zadeva, ki jo bomo čez 10 let radi pogledali in se spominjali teh dni. Sigurno bodo pa tudi ti videospoti prišli prav čez 10 let, ali nas morda takrat čaka kakšno novo presenečenje? Ja, čas bi bil, da bomo potem ustvarili tudi še kaj novega, jaz mislim, ampak mislim, da ob tej obletnici in v tem času, ki ga živimo, sta te oba komada več kot primerna. Imate morda še kakšne projekte zasnovane tudi sedaj za prihodnje? Ja, glede na to, da se je zdaj praktično ni nastopal, smo tudi več delovali v studiu. Pripravljal sem nekaj komadov za pač druge pevke in pevce slovenske, ki bojo pač v določenem času poleti in jesen zgledali luč sveta. Potem pa upam, da bomo čim prej tudi z Rock Partizani spet počasi že polet začeli tudi, bi rekel, kakšno koncertno turnejo in tako naprej, in upam, da bo jesen dokaj bolj normalna, kot je bilo do zdaj. Super, tudi mi seveda upamo in pa držimo pesti, podpiramo takšne projekte in zelo sem vesela, da ste se odzvali današnjemu povabilu, kajti to so res glasbeniki in pa ste glasbeniki, ki nas nekako navdihujete, da v teh časih gledamo na pozitivne stvari in pa vidimo, kako pomembna so povezovanja, kako pomembna je dobra glasba in pa seveda kako pomembno je, da ne nehamo ustvarjati, tako da se vam in pa vsem glasbenikom za to zahvaljujem, da ste res takšen navdih in nam polepšate te večere, da lahko tudi naša glasbena oddaja še naprej živi. Tako da, Aleš, jaz bi se najlepše zahvalila za tale vaš pogovor in pa upam, da se naslednjič vidimo s kakšnim novim projektom, ker kakor vidim, so sami dobri še na poti in pa, če bilo do sedaj tako, kako ne bi bilo pa drugače. Ja, hvala vam tudi, da smo bili v oddaji. Še enkrat bi se pa seveda zahvalil predvsem vsem glasbenikom, ki so tokrat stopili skupaj, ker teh bendov v Sloveniji v bistvu zelo malo. Če tako pogledamo, takih združitev in takih momentov ni veliko in res mislim, da bo to tudi čez čas še vedno imelo neko svojo veljavo. Tako da hvala lepa in lep pozdrav vsem vašim gledalcem. Hvala lepa, sedaj pa si pogledamo Svobodno sonce in pa seveda, kot sem prej omenila, hitro pokukajte tudi na YouTube kanale in pa preverite, kako je bilo v nastajanju takšnega velikega videospota, kot je to. Potem pa še malo pogledajte spodaj, kdo vse je nastopal, kajti obrazov je tako nenormalno veliko in moram res čestitati za takšno povezovalnost, to pa vam naj bo vsem v nekak pogled, kako dejansko lahko veliko ustvarimo, če stopimo skupaj in pa res gledamo se na polno pozitivne stvari. Želim vam lep večer, včeraj je bil dan mladosti, upam, da ste ga izkoristili, če ne druga smo dobili prekrasen videospot in pa se vidimo kaj kmalu. Hvala tudi Aleš in pa lahko noč. Servus Celje. Servus.